Gostja 10. redne seje upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije je bila ministrica za finance, ki je predstavila ključne načrtovane ukrepe za izboljšanje strukture javnofinančnih odhodkov. Upam, da bomo v podobno konstruktivnem duhu, kot je potekal današnji sestanek, tudi nadaljevali, ko bomo oblikovali konkretne predloge. Člani so razpravljali še o aktualnem stanju v gospodarstvu ter o predlaganih spremembah v zdravstvu. Predvsem je to, kar imamo zdaj na mizi v javni obravnavi, sam segment, ki se nanaša predvsem na financiranje, spremembe na področju financiranja zdravstva, to pa je za nas nesprejemljivo. Predstavništvo ekonomskega in trgovinskega urada Hongkonga iz Berlina in GZS sta tudi letos pripravila tradicionalni sprejem ob kitajskem novem letu. Letošnje leto je leto petelina. Actually, Hong Kong and Slovenia has been doing a lot better than before because there are increasing trade between Slovenia and Hong Kong. GZS, zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, je slovesno podelila 17. zlata priznanje za doseženo odlično kakovost kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva ter testenin v letu 2017. Ključni poudarki letošnje podelitve so bili številčnost, rast, izvoz in optimizem. Mi potrebujemo rast, potrebujemo dobiček pri slovenskih pekarskih proizvajalcih. Na posvetu z ministrom za javno upravo, ki ga je pripravila GZS, zbornica poslovno-storitvenih dejavnosti, so udeleženci razpravljali predvsem o spremembah in priložnostih, ki jih prinaša digitalizacija. Predvsem pa vabim slovenska podjetja, da v področju digitalnega poslovanja poiščejo nove produkte, nove rešitve, ki v klasični industriji sploh še niso obstajali, in tukaj vidimo velike priložnosti. Na konferenci projekta Moveko z naslovom Razširjena odgovornost proizvajalcev kot orodje, ki podpira krožno gospodarstvo, so bile predstavljene ključne teme, ki se izpostavljajo na ravni Evropske unije z vidika sprememb zakonodaje in povezava z možnostmi za ta prehod pri nas. Če bo prvo branje šlo skozi, kar pomeni, da bosta našla kompromis Svet Evropske unije in pa parlament, potem bo potrjen ta zakonodajni predlog. GZS, Združenje kemijske industrije, je v sodelovanju z zbornico poslovno-storitvenih dejavnosti v okviru projekta Zdravi na kvadrat 2 pripravilo seminar o zdravih odnosih na delovnem mestu. Seveda pa je skrb za medsebojne odnose ali pa vztrajanje na dvigovanje njihove kvalitete dejansko na vseh nas. Ministrstvo za okolje in prostor in GZS, zbornica komunalnega gospodarstva, sta v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Inštitutom za politike prostora organizirala prvi posvet o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin. Njihov namen je vzpodbuditi sodelovanje in povezovanje med ključnimi deležniki in oblikovati izhodišča za morebitne spremembe veljavne ureditve. Pričakovanja našega ministrstva gredo ravno v to smer, da bi tiste pomanjkljivosti, ki smo jih ugotovili v sedanji ureditvi in sedanjem izvajanju, da bi poskusili izboljšati. Stanje digitalizacije pri nas in v svetu ter največji izzivi in trendi na tem področju so bile osrednje teme prvega seminarja iz cikla Go Digital, digitalna realnost in trendi Google. Sami Slovenci ocenjujejo potrebo po večjih digitalnih veščinah in pa hkrati tudi podjetja, ki iščejo zaposlene, ki imajo ustrezen nivo digitalnih veščin. Intenziviranje digitalne transformacije prinaša tudi vrsto novih izzivov na področju zagotavljanja kibernetske varnosti, zato je bila pred 6 meseci v okviru GZS, Združenja za informatiko in telekomunikacije, ustanovljena sekcija za kibernetsko varnost. Njeni člani so na drugi seji sekcije izmenjali poglede na kibernetsko varnost v gospodarstvu. Mi skušamo prispevati k razvoju zmogljivosti za kibernetsko varnost z sodelovanjem med dejavniki gospodarstva, in to tisti, ki uporabljajo storitve in ponudniki storitev, ter države in univerze. Srednji menedžment predstavljajo zaposleni, ki so postali vodje zato, ker so se izkazali s svojimi delovnimi rezultati. Pri vodenju pa se pogosto znajdejo med dvema ognjema. Med dvema ognjema pomeni to, da je vodja na eni strani vodja svojim podrejenim, na drugi strani pa podrejeni svojim nadrejenim. Tokratna izobraževalna delavnica iz cikla Kreativno vodenje je pokazala, kako lahko takšen vodja s pravimi znanji in kompetencami doseže zastavljene cilje in prispeva k uspehu organizacije kot celote.